Dobrodošli v novem videu in v novi seriji analiza delnic, v seriji, v kateri vas naučim, kako se analizira delnice. In danes bomo malo bolj podrobno govorili o eni od kriterijev, ki sem jih omenil v prvem videu, tako da predlagam vam, da si prvo pogledate video, če ga še niste, ker boste malo bolj boste razumeli zdaj te videe, kakor so danes in pa prihodnji videi, ki prihajajo. In danes bom v bistvu govoril o revenue growthu oziroma po slovensko rasti prihodkov. Se pravi, če ste gledali prvi video, veste, da je to prva stvar, ki jo pogledam pri delnicah in v bistvu je ena izmed pomembnejših stvari, no. Tako da se mi je zdelo prav, da naredim en posvečen video samo temu. No, in vem, da se vam verjetno zdi ta koncept revenue growtha zelo preprost. Pač, če podjetje grova, je pač to dobro in tukaj je to, se ne gleda več naprej, ampak je v bistvu dosti več stvari pri temu. Tukaj nas zanima, kako je revenue povezan s profitom, a so podjetja, ki jim pada revenue, še vedno dobra, a koliko plačamo za podjetja, ki jim revenue grow 20% v primerjavi, koliko podjetja, ki jim revenue grow 10%. In vse to bom pač probal odgovoriti v tem videu. No, revenue growth oziroma rast prihodkov, če kdo slučajno še ne ve, je točno tako, kot se sliši, se pravi, koliko podjetju zrastejo prihodki. Ponavadi se to gleda iz leta v leto, torej koliko je imelo podjetje v tem letu ali pa pač v kateremkoli letu več prihodkov, kakor v primerjavi z enim letom prej. Torej, naprimer, revenue growth 10% pri podjetju, ki ima 1 milijon prihodkov, bi bil recimo 100 000, oziroma v naslednjem letu bi bil torej prihodek 1 100 000. No, in vem, da se vam to sliši dosti preprosto in večina folka pri investiranju v bistvu bolj gleda profit, ampak revenue growth je zelo pomemben, zato ker v bistvu večji profiti, večji cash flow, vse to pride iz večjega revenue. Revenue je pač voditelj vsega, pač profitov, cash flowa. Večjega bo se imel revenue, pač potencialno večji bo profit. In v primeru, da se pač podjetje fokusira na večanje svojega revenue oziroma večanje prihodka, bo večji profit tudi prišel s tem. Če seveda lih ne brnajo oziroma če ne porabljajo ful veliko casha za delovanje, v katerem primeru se pač morate vprašati, a je to podjetje lahko profitabilno oziroma kako bo to podjetje v prihodnosti lahko profitabilno. No, in pri prihodkih jaz ponavadi gledam za zadnjih 5 let, kakšni so bili. In zelo rad vidim v bistvu revenue growth, še rajš pa vidim konstanten revenue growth. No, ampak to pomeni, da bom jaz plačal karkoli za ta revenue growth? Ne, v bistvu pomeni, ne, pač revenue growth je meni všeč, ker je zraven tega v bistvu primerna cena oziroma primeren valuation. Zdaj, veliko ljudi misli, da value investorji ne marajo growtha, zato ker pač ne marajo growth stocksov, ampak to ni res. Jaz imam full rad revenue growth in to je v bistvu prva stvar, ki jo pogledam pri delnici, ampak to pač ne pomeni, da bom za revenue growth overpayal. Kakor to dela naprimer veliko growth investorjev, ki pač plačajo za stokse, ki veliko growajo, kakorkoli in zelo velikokrat overpayajo za njih. To je v bistvu ta misconception za value investorje. In ja, to je bil dis za growth invest. No, in to se meni zdi v bistvu ena izmed večjih napak pri investiranju, ker ljudje vidijo podjetje, ki ful raste prihodke, no in pol plačajo za to podjetje ful preveč. In v bistvu na drugi strani je pa čist isto. Recimo pri podjetjih, ki imajo revenue, pač ki ne growa več, ali pa mogoče celo podjetje, ki pada in ga v bistvu investorji, zelo veliko investorjev ga da pač stran, ga nočejo investirati v ta podjetja, zato ker pač mislijo, da so dead, ampak tukaj se meni zdi v bistvu priložnost pogledati ta podjetja, narediti analizo, zato ker zelo velikokrat so pa ta podjetja lih undervalued, zato ker pač ljudje ne investirajo v njih. No, če si pogledamo en primer, v bistvu zdaj zadnjih par let growth stocka, ki je bil po mojem mnenju full undervalued. Imamo recimo tukaj Teslo, ki je v zadnjih 10 letih potrojila svoj revenue, kar je pač full velik.
Ampak zdaj, a to pomeni, da bo se vi pač plačali kakorkoli za Teslo? Ne, se lahko pač pogledate, kaj bi se zgodilo z vašo investicijo, če bi plačali karkoli za Teslo, naprimer en let nazaj. Tako da revenue growth, meni se zdi to dobro orodje, da v bistvu pogledate, v kakšnem trendu je pač revenue pri podjetju in v katero smer bi lahko šel v prihodnosti. In v bistvu v najboljšem primeru boste našli podjetje, ki še vedno malo grova ali pa ima konstanten revenue, in za katerega pač večina ljudi misli, da je njihov revenue že dead in ne investirajo v njega. Tako da ja, revenue growth sam po sebi vam zdaj ne bo povedal, a morate vi kupiti delnico ali ne. Je pa v bistvu dober začetni pokazatelj, da pač vidite, kaj podjetje dela, kaj je naredilo v preteklosti, kaj lahko pričakujemo za prihodnost, kam bojo šli njihovi prihodki. In je zelo pomemben, ker to je na koncu tisto, kar bo povečalo tudi profit in valuation company. Tako da tukaj bom definitivno plačal več za podjetje, ki grova revenue, kakor za podjetje, ki ga ne grova. Oziroma več bom plačal za podjetje, ki hitrejš grova revenue proti podjetju, ki ga počasnejš. Če vam dam recimo en primer dveh podjetij, oba dva imata 1000 evrov revenue, s tem, da bo eden čez 5 let imel 2000 evrov revenue, eden pa 1400, za katerega bo se pač plačal več. Zdaj, najverjetneje bo se plačal več za prvega, zato ker bo pač prvi imel čez 5 let najverjetneje tudi več profita. Tukaj pač predpostavljam, da so podjetji dosti enaki, samo da je revenue growth različen. In ja, v bistvu, če boste hoteli biti dober investor, boste mogli biti pripravljeni več plačati za revenue growth.